Najprej hvala vsem, ki ste tukaj, pa vsem, ki so nadaljavo z nami. Rad bi predstavil, kako dostopne so največje slovenske e-trgovine leto pred novo zakonodajo. Jaz sem pobudnik tega projekta v okviru Zavoda za digitalno dostopnost, ampak brez pomoči kolegov in kolegic mi to ne bi uspel, tako da se zahvaljujem Gregatu Fajdigi, magister Andreji Bevc in pa seveda Tilanu Škraba za sodelovanje. Zdaj, preden gremo naprej, pač bomo začeli z kakšna je sploh motivacija, kako nedostopne so dejansko pač največje slovenske e-trgovine. Si bomo pogledali majčkeno o konkretnih težavah, pa tudi probamo tudi povedati, kako se teh težav izognemo oziroma jih odpravimo. Ter pa še nekaj besed, zakaj ta dostopnost neposredno pomaga tudi iskalnikom in pa umetni inteligenciji, kar je mogoče so zdaj te vroče žemeljce. Za konec bomo pa dali še en bombonček, eno presenečenje, ki ni direktno povezan z e-trgovinami, ampak načeloma lahko tudi je. Zdaj, motivacija, seveda, spletni nakupi naj bi olajšali življenje vsem. Kot smo videli, ni vedno tako pri digitalnih rešitvah. Ročnih študij je premalo. Obstaja milijon enih različnih dobesedno študij, kjer so uporabljeni avtomatski testi, ampak avtomatski testi so zelo nezanesljivi in pa pokrivajo zelo malo, kriterijev dostopnosti. Sploh pa nimamo slovenskih, tako da se nam je zdela ta ideja zelo zabavna in zanimiva. In pa kot rečeno, ob letu Osorej bomo pač naredili analizo še enkrat z istimi, pa bomo videli, kakšen je trend. Študija seveda je predolga, da bi jo zdaj na dolgo in široko obdelali, tako da si jo lahko pogledate v roku meseca, dveh na naši spletni strani. Zdaj, kako nedostopne so pač večje slovenske online trgovine? Predno si to odgovorimo, moramo vedeti, pač, kaj smo sploh testirali, pa koga. Seveda ne bom poimensko, ker to ne bi bilo lepo, pa tudi ni smiselno, to bo mogoče kdo drug lahko kdaj naredil. Ampak bistvo je pač, da zakonodaja se bo lotila e-trgovin, ki so relativno velike in imajo več kot 2 milijona evrov prometa ali pa 10 zaposlenih. Mi smo izbrali nabor 20, katere so z veliko verjetnostjo narejene v Sloveniji. Sprav, nismo šli na velike multinacionalke, ki imajo itak pač drugo zgodbo verjetno, ampak prav te, ki so slovenske. Odločili smo se pač pogledati en del standarda, ker če vemo pač, koliko je teh kriterijev, lahko govorimo do 130, bi to trajalo mogoče 1 leto. V tem omejenem času smo se odločili za en nabor teh, ki se jih z avtomatskimi testi večinoma ne da, in pač teh 26. Kot rečeno, bili smo 4, 2, ki sva relativno seniorja, en medior in pa en junior z mentorstvom, tako da smo malo razpršili, da ni pač, da je bolj verodostojno, ker te testi so pač ročni. Zdaj pa kaj smo sploh gledali, pač te tipične uporabniške izkušnje, pač domača stran, kako iščemo izdelke, kako jih dodamo v košarico, kontakt, pa tudi probali smo iti en korak dlje do naročila. Pač seveda nismo kupovali stvari, tako da verjetno bi tam še kaj najdeli, ampak se nam je zdelo to kar zelo merodajno. Kot rečeno, uporabljena metodologija je pač VCAG oziroma kar celoten SIST EN 301-549, ampak samo nabor teh 26 kriterijev. Žal je pa to dosti rigidna metodologija. Če ena sama slika na strani ni dobro opisana, je pač velja, da je celoten kriterij neveljaven. Zdaj, če gremo pa že kar konkretno, najbolj dostopna spletna trgovina je imela samo 13 napak od teh 26, kar ni slabo. Najmanj dostopni trgovini sta pa imeli 20 od 26 napak, kar je kar precej porazno. Zdaj, grafično navajam tukaj pač vse številke teh 20, začnemo s 13, potem sta 2 14, 15, 16, 16, več njih 17, 3 18, 2 19 in pa 2 20. To so pač število napak na anonimno spletno trgovino. Zdaj podatke bomo še poslali tudi v tabeli, da bo dostopno vsem, ampak samo na hitro pač, da si predstavljamo, kakšna je razporeditev.
Zdaj, kaj pa so najpogostejše napake, ki so jih imele vse trgovine? Tukaj se seveda lahko navežem na tisto, kar je bilo prej rečeno tudi z stališča ankete. Pač nebesedilna vsebina, informacije in povezave, kontrasti ter pa statusna sporočila. Zdaj, če tisti, ki se bolj spoznamo na te standarde, pa tudi verjetno ostali, ki ste šli že kdaj to brati, boste lahko ugotovili, da je poudarek pač tukaj zelo velik na slepih in pa slabovidnih, ampak tudi na ostalih, recimo tudi barvno slepih, ali pa kot je Tilen rekel, če smo na soncu pa hočemo kaj na hitro kupiti, mogoče kakšno parkirišče, nas pa lahko tudi ta kontrast se tiče praktično celotne populacije. Tako da to so zdaj te, ki so na čisto vseh straneh bile najdene napake. Statusna sporočila za tiste, ki mogoče še ne veste, če sem slep, pa dodam nekaj v košarico z bralnikom zaslona in me pričaka tišina, potem imam težavo, ali je ta stvar dodana v košarico ali ni, kakšne so cene in tako naprej. Tega jaz pač ne bom slišal in moram to ročno iskati po strani in mi vzame mogoče en tak nakup, kaj pa vem, 15-20 minut več, kakor bi bilo potrebno. Zdaj naprej, kaj so še najpogostejše napake, ki so jih imele skoraj vse trgovine? Podnapisi video, pač kjer stran uporablja videe, obvod vsebine, imam eno anekdoto pripravljeno, pač kako hitro pridemo s tipkovnico do vsebin, viden fokus, zelo povezano spet s tipkovnico, pač ljudje, ki ne uporabljajo miške ali pa dotika, ki uporabljajo tipkovnico in ne vidijo, kje so na strani, je za njih pač ta izkušnja zelo, zelo duhamorna tudi ali pa celo boleča. Na to je pa namen povezave, to je tisto, ki je prej Tilen omenil, več informacij, več informacij, več informacij in pa oznake ali navodila, to, ki ga ima pa za obrazce, pač spletne obrazce. Zdaj pa še najredkejše napake, torej kjer so se pa strani najbolj odrezale, da ne bomo samo kritizirali, je pa usmeritev pa brez tipkovničnega zastoja. To dvoje pomeni, da lahko uporabljamo stran na landscape, pa bo še zmeraj dosti dobro delala. Brez tipkovničnega zastoja pa pač pomeni, da s tipkovnico nismo nekje zablokirani, da moramo ponovno odpreti stran, recimo. Zdaj pa te zanimive najdbe. Ena stran je narejena tako, da če jo uporabljamo s tipkovnico, moramo 350-krat pritisniti, da pridemo do glavne vsebine, ker moramo čez vse njihove izdelke, vedno na vsaki strani. Zdaj pa, če si predstavljamo, da recimo uporabljamo en pripomoček, ki je narejen na podlagi tipkovnice in moramo pritiskati 350-krat, da pridemo recimo do kontakta ali pa do izdelka. Mislim, da je to zelo boleča izkušnja, dobesedno fizično boleča. Tako da to preskok vsebine se sliši mogoče banalen, ampak za nekoga je pa to kritično, da je to implementirano. Modalna okna so tudi, bomo rekli, rak rana spleta, pa tudi mobilnih aplikacij. Pa za nas, ki uporabljamo večinoma miško ali pa touch, niso problem. Če pa uporabljamo bralnik zaslona ali pa tipkovnico, pa so bodisi nevidna ali pa moteča, ker jih ne moramo niti zapreti. Naslednja je pač tudi kar zelo pogosta, k sreči vedno manj, ampak so vrtiljaki. To so tiste slike, ki se samodejno premikajo. In nekatere so tako narejene pač, da so bodisi prehitre, da bi jih sploh uporabljali, tudi za splošno javnost, ne samo za osebe z oviranostmi. Nekatere so take, da se jih ne da s tipkovnico. Tako da tam, ko imamo recimo marketing željo, da imamo 10 izdelkov v tem vrtiljaku, tam je treba res dobro premisliti, če je to sploh dostopno. Pa kdo bo tisti 10. slajd sploh videl, recimo, tukaj javno pozivam, da je treba mogoče malo premisliti vzorec vrtiljakov. Na to so tudi banerji, ki so narejeni kot slike ozadja in so praktično nevidni slepim, dobesedno nevidni, in pa tudi Google. Tudi pač o tem bom večkrat kasneje več povedal, ampak če imamo sliko narejeno tako, da je tam vidna, imamo tehnologijo, ki lahko naredi, da je pač kot neko ozadje in je praktično nevidna semantično. Svetovno znana napaka oziroma težava je captcha. To so tiste čudne črke, ki jih moramo pretipkavati ali pa kakšne vzorce loviti. In v parih primerih smo našli pač težave,
ker dejansko ne more se uporabnik niti registrirati. Sprav, če recimo kolega, ki uporablja bralnik zaslona, če se hoče v tej trgovini prijaviti, da mu nekaj kupil, ne bo šlo. Ne. Tudi OCR-mu ne bo dosti pomagal, ker tiste črke so zelo težko berljive, tako da te captcha je treba tudi pač nekaj narediti z njimi. Ne. Najdali smo primere celotnih strani, ki so narejeni zgolj z div elementi. Tisti, ki se spoznate na HTML, veste, da je to pač čisto možno tehnično, ampak kar se pa tiče pomožnih tehnologij, pa tudi ne nazadnje Google, je pa to zelo velika napaka. In pa našel sem celo eno tabelo v tabeli, ki je bila uporabljena za oblikovanje, kar me je spomnilo na leto 1999, ker sem prvič naredil tako stran, preden sem vedel pač, zakaj tabele so. To je zelo zanimivo. Bom rekel, arheološka najdba, ampak ja. Najdali smo pa tudi, da je veliko strani pogojno uporabnih, če smo slabovidni, ali pa če imamo zelo stare mobilne naprave, ki imajo majhne zaslone. Tam ponavadi dobimo tako imenovane sticky headers, pa footers, pa zraven še en gumb za chat, pa zraven še en gumb za navrh in bolj imamo 3% strani za izdelek, vse ostale pa pač neko ogrodje, ki dejansko samo moti. To so bili mogoče te največji, najbolj očitni grešniki. Zdaj, kako pa jih odpravimo, pač na splošno, ne? Ali pa kako se jim izognemo, v tujini pač vsaj v zahodnem svetu, ker beremo pač z leve proti desni, uporabljamo ime pomik na levo, kar dejansko pomeni, da se lotimo zadeve čim prej, ne pa potem, ko je že v produkciji. Se pravi, recimo, če parafraziram na te e-davke, če jih zdajle grejo popravljati, je bo to bistveno dražje koštalo, kakor če bi to delali od začetka, še predno je šlo pač v kodo. Zato seveda potrebujemo sodelovanje in pa znanje, torej zavedanje kot začetek, pa potem sodelovanje in znanje vseh. Ne. To ni zdaj naloga enega programerja, da bo pač vse sam naredil ali pa programerke, ampak dejansko moramo začeti že v dizajnu, kodi in pa seveda ne smemo pozabiti na vsebine. Tudi če je ogrodje samo zelo dostopno, pa ne znamo dati pač vsebino v en dostopen format, smo tudi naredili veliko težavo. Ne. Zdaj, ja, ne bom šel v detajle, ampak HTML, CSS, ARIA in pa VCAG so te, bom rekel, 4 stebri tehnološki in nekateri so pač taki, da jih moramo dejansko vsi poznati vsaj malo. Ne bom rekel, da moramo biti vsi strokovnjaki, ampak če pač delamo za splet, pa imamo orodja, ki omogočajo to, potem moramo pač poznati platformo. Ne. Nekateri manj, nekateri več, pač seveda, to so zelo, bom rekel, standardi za kodo, ne pa recimo VCAG, kar bo tudi kasneje kolega povedal, da dejansko so nekateri kriteriji taki, da jih prav vsak lahko preveri. Torej, ne nazadnje je pa tudi seveda pomembno, ko imamo dovolj lastnih kompetenc, da imamo še zmeraj en dialog z strokovnjaki in pa seveda osebami z oviranostmi. Jaz vedno pravim, da ko naredimo, kar je v naši moči, pa kar mi znamo, potem se zgodba ne konča, ker potem lahko mi narobe rečemo, da smo, to smo naredili dostopno, ampak vemo pa ne čisto, dokler nimamo dovolj znanja in kompetenc. Tako da sodelovanje tudi naprej, pač še posebej potem uporabniški testi, ki morajo biti seveda narejeni pravilno, ne moramo samo eno skupino zajeti, ampak dejansko tam vidimo, kakor je tudi kolega pokazal na mobilcu, te stvari bi mogle biti preprečene že davno prej. Dejansko bi kolega lahko samo pokazal, če bi bilo prav narejen, kaj se da še izboljšati. Zdaj za konec te zgodbe pomika levo, še en pomenljiv graf iz ameriške banke Bank of US, kjer so delali analizo, koliko dostopnost stane, kar je mogoče zelo pomemben podatek za vse skupaj. In na grafu imam prikazan pač na X premici zahteve, oblikovanje, razvoj, testiranje, produkcija, potem pa pač koliko časa porabimo. In ta čas raste kar precej, kasneje, ko se lotimo dostopnosti. Ugotovili so, da pač 67% težav z dostopnostjo izvira iz oblikovanja. Zdaj, to je njihova študija, seveda te številke niso absolutne, ampak se mi zdi, da je zelo pomenljivo.
Zakaj začeti že pred kodiranjem, pa mogoče že pred oblikovanjem? Zato, ker lahko preprečujemo zadevanje. Zdaj, te ure pač naraščajo, kar v zanimivi funkciji, pač če se ločimo tega v razvoju, to stane 3-krat več, če se v testiranju 9,5-krat več ali pa celo 15,5-krat več. Če pa smo že v produkciji, pa moramo nekaj popravljati, potem pa lahko to pride na 37 faktor. Tako da ja, pač preventiva kot pri večjih stvareh v življenju. Zdaj pa še majčkeno o semantiki. Pač zakaj ta dostopnost, ker delamo, ni dobra samo za ljudi, ampak tudi za Google in ostale iskalnike in nenazadnje tudi za ChatGPT. Če uporabljamo ta semantičen svet HTML-ja, pač z elementi, ki imajo nek pomen, ne pa samo, da lepo izgleda, potem dobimo dejansko nek pomen, ki ga lahko interpretira tudi stroji in pa seveda pomožne tehnologije. Bralnik zaslona, recimo, se zelo naslanja na to semantiko. Brez semantike bralnik zaslona lahko samo ugiba ali pa mogoče vpraša ChatGPT. In pa tudi ChatGPT je dokazano pač daje boljše rezultate, če uporabljamo semantiko. Nenazadnje pa seveda tudi kontrasti, pojasnila vsebin in tako naprej. Tako da to je en konglomerat tehnologij, ampak tudi konglomerat odgovornosti. Zdaj, če delamo zelo v silosih, pa pustimo, da to pač nekdo uredi, ne bomo tega mi uredili, potem pač riskiramo, da zadeva ne bo dostopna. Zdaj pa še bombonček. Naredili smo tudi analizo, hitro analizo bank v Sloveniji, zopet anonimno. In zdaj le prikazujem eno tabelo, ki ima 16 kriterijev, katere smo preverjali. In dejansko najboljša banka je imela samo 7 napak. Vse ostale so bile pa tam od pač 9 do 12 oziroma 13. Tako da pač slika je zelo dobesedno rdeča, ker smo z rdečo barvo označili vse te padce kriterijev. To bomo tudi delili v dostopni obliki, da si bojo lahko prav vsi pogledali, ampak mislim, da je slika zelo pomenljiva. Sem pa po eni strani vesel, da sta samo 2 banki se odločili za vtičnik iz že znanih razlogov. Več, kot rečeno, bomo objavili, ker je to kar nekaj podatkov pa tabel, tako da si boste lahko tudi sami pogledali. Seveda anonimno, ni smisel tega, da koga krivimo, ker se vsi učimo. Nenazadnje je to pač ena pot, ki ima pač cilj, ampak je pa kar dolga pot, tako da se moramo vsi še veliko naučiti. Zdaj pa, če so kakšne vprašanja, lahko zdaj odgovorim ali pa tudi kasneje, nenazadnje. Če vprašanj ni, hvala, da ste tukaj. Hvala, da vas ta dostopnost vsaj malo zanima, kar je dokaz, da ste tukaj in pa bomo objavili na spletni strani več informacij.